V studio danes prihaja direktor, ki je po 5 letih vodenja zdravstvenega doma napisal odpoved. Uspešno je vodil zavod v letih epidemije, obnovil 2 poslopji, razširil dejavnost, reševal pomanjkanje zdravnikov in se vseskozi zavzemal za javno zdravstvo. Pa vendarle. Zalomilo se je na zadnji seji sveta občine, ko svetniki niso podprli predloga župana in direktorja za prenos dejavnosti na koncesionarja. Samo se zastavlja vprašanje, zakaj se bo zasebnemu podjetju izplačalo voziti dializne bolnike v Ljubljano in Kobarid, medtem ko javni zavod na tem programu beleži izgubo. So torej zasebniki bolje organizirani od javnih zavodov? Na ta in še druga vprašanja ve odgovore naš današnji gost. Tomaž Glažar, pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji. Lep pozdrav. Po 5 letih ste napisali odstopno izjavo z mesta direktorja. Zakaj? Ja, prišel je čas, ko se moram nekako upokojiti. To je glavni razlog. In dati možnost, da se tukaj na mojem delovnem mestu izkaže nekdo drug. Začasno bo vodenje prevzela, smo slišali, Branka Florjančič. Ja. To je vaš hišni kader, bi se reklo, ne? Ja. Pozna razmere. Ona je moja pomočnica, v bistvu je moja desna roka praktično, odkar sem prišel v zdravstveni dom, ne? In mislim, da ima vse kakovosti, da bo to vsaj začasno do izbire novega direktorja ustrezno vodila tudi zdravstveni dom. Koliko zdravnikov imate trenutno? Trenutno imamo, mislim, da imamo 22 zdravnikov. 14 specialistov, pa 7 specializantov in 1 zdravnico brez specializacije. In marca pride še en specializant. To je dinamičen proces. Marca, ja, mi smo že zaposlili lansko leto v jeseni zdravnika iz Srbije, ki je trenutno na kroženju na pripravništvu v kliničnem centru in se je mogel začasno tam zaposliti. Z marcem ne bi pa nastopil delo pri nas. 7 družinskih zdravnikov v družinskih ambulantah, k tem največ občanov pravzaprav prihaja, ne? Tako. 2 imate tudi v domu upokojencev, je to pravzaprav vaš strošek, ne? Ja, v bistvu mi imamo program zdravnika, se pravi ambulante v domu za upokojence, se pravi imamo malo več kot en program v domu upokojencev v 2 domovih v Idriji in 0,6 programa v se pravi Črnem Vrhu. 3 pediatri, je to dovolj? Trenutno imamo 3 pediatre in že opredeljuje tudi specializantka v 4. letniku, ker je možno, tako da bomo konec letošnjega leta imeli v polni sestavi 4 pediatre. Te 4 pediatri, oziroma zdaj 3 plus 20% tudi specializantka, pokrivajo poleg svojih ambulant tudi delo v razvojni ambulanti, imamo tudi v ambulanti za ne družinske medicine, ampak preventivni ambulanti za zdrav življenjski slog družine, tako da je kar njihovo delo. Od tega je en od teh pediatrov tudi strokovni vodja, da del časa tudi nameni strokovnemu vodju celega zdravstvenega doma. Vendar, kar se tiče pediatrov, mislim, da trenutno imamo zadosta števila. Kakšno je stanje na področju ginekologije? Ja, tukaj imam pa tudi veselo novico. Prejšnji teden sem podpisal pogodbo za ginekologinjo, ki je pri nas delala zdaj preko pogodbe o sodelovanju zunanjo za sicer 0,4 čas, to se pravi 2 dneva v tednu, če smo čisto natančni, delala bo sicer 3 dni po manj ur, zato da se bolj razprši. Pogovarjam se še z eno ginekologinjo, da bi vsaj en dan v tednu prihajala k nam, tudi taki zdaj je za redno zaposlitev, tako da tudi tukaj se razmere izboljšujejo. Začeli smo tudi z bolj intenzivnim opredeljevanjem, tako da vabim dejansko tiste ženske, ki še niso opredeljene pri nas v Idriji, da se opredelijo. Imate tudi 47 diplomiranih medicinskih sester in 20 zdravstvenih tehnikov, to je pravzaprav 67 strokovnjakov iz svojega področja. To je kar veliko, ne?
To je kar veliko, pa še občasno nam primanjkuje kadra. S tem, da moram reči, ravno danes, ko sem vozil v Idrijo, sem poslušal, da kako veliko kadra primanjkuje tudi na primarju, kar se tiče medicinskih sester. Glede tega moram reči, da smo mi kar uspešni. Imamo praktično vsa delovna mesta zasedena. V tem trenutku, ker nam manjka en zobozdravnik, imamo celo eno asistentko, bi rekel, na rezervi, ki seveda pomaga v primeru bolniških in tako naprej v različnih ambulantah. Kar je pa sicer velik lahko problem, ker zdravstvenih asistentov v zobozdravstvenih ambulantah pa res tudi primanjkuje. Mi pa to zdaj v tem trenutku imamo pokrito. Posebna skupina so reševalci. Ja. Tukaj imate sedaj dovolj kadra. Ja, nikoli ni dovolj kadra. Imamo pa dosti dobro zasedeno, moramo zaposliti še, mislim, da smo dali razpis, da je že odzunaj razpis za diplomirano medicinsko sestro, da izpopolnimo ekipo diplomiranih medicinskih sester. Kar se tiče reševalcev, je pa večji problem. Trenutno imamo za silo zagotovljeno dovoljšno število reševalcev, vendar, ko govorimo o nujnih prevozih, nimamo pa še čisto pokrito v celoti sanitetnih prevozov in pa nenujnih prevozov. To je težava, ki se nam pač nakazuje zdaj v bodočnosti, v bližnji bodočnosti se nam bo nakazala kot huda težava. 10 fizioterapevtk, imate tudi zaposlenih v upravi preko vašega javnega zavoda, pa 12 preko nemedicinskih delavcev. Ta uprava naj bi bila po nekaterih tolmačenih med vitkejšimi. To je res, ne? Mi bi lahko pravzaprav v upravi zaposlili še enkrat več, glede na število zaposlenih, več kot še enkrat več zaposlenih. Tam dosegamo zdaj 154 nas je zaposlenih, oziroma 155, dosegamo tam 6%, dovoljeno je pa 15%, ne? Tako da ja, imamo še rezerve, moram pa pohvaliti, reči, da kljub temu, da smo vitka uprava, je ta uprava zelo sposobna, ni enega človeka v upravi, ki bi rekel, to pa ni moje delo, recimo, a ne? In dejansko sem ponosen in sem bil tudi jaz srečen, že ker sem pa šel v zdravstveni dom Idrija, da je tako močna, sposobna kadrovska zasedba uprave. V nasprotnem primeru seveda bi mogli iti proti tem 15% zaposlenih. Naši gledalce najbolj zanima odgovor na to vprašanje, kdaj bodo zdravniki začeli spet opredeljevati? Ja, s tem vprašanjem se večino mojega mandata srečujem. Zdaj v letošnjem letu predvidevamo, da boste končali specializacijo 2 zdravnici družinske medicine. Prva naj bi z opredeljevanjem začela v juniju, če bo šlo vse po sreči, druga pa konec letošnjega leta. Ne? Tako da jaz mislim, da s tem prihodom obeh bo, ker prva bo šla še v Cerkno, nadomešča zdravnika, ki se že upokojil v lanskem letu, druga bo pa tukaj v Idriji in s tem bi mi nekako večji del sanirali izpad zdravnikov, ki so v zadnjih letih se upokojili. 1341 občanov naj bi ta trenutek bilo brez izbranega zdravnika, je podatek pravilen. To je po podatkih ZZS, mi teh podatkov ne vodimo, jih pa občasno, ker pa če potreba, pridobimo iz ZZS-ja. To so dejansko od prejšnjih zdravnicih je samo še dobrih 750, slabih 800 neopredeljenih, tistih, ki nimajo svojega osebnega zdravnika. Ostali do te številke, ki ste jo povedal, so pa tisti, ki že prej niso imeli ali pa so recimo bili opredeljeni izven Idrije, pa so potem izgubili recimo, v Ljubljani svojega zdravnika in tako naprej. Jaz računam, da v letošnjem oziroma najkasneje v naslednjem letu, da bi počasi tudi zagotovili opredelitve za tiste, ki pač niso toliko aktivni iskalci osebnega zdravnika. Se pravi, do konca tega koledarskega leta 26 pa bodo imeli možnost praktično vsi, drži? Jaz mislim, da ja. Če se število prebivalcev ne bo bistveno povečalo, oziroma odraslih prebivalcev
v Idriji in na Cerkljanskem. Statistika kaže ravno obratno, da se število pač zmanjšuje. Pred dnevi ste bili v središču pozornosti zaradi sanitetnih prevozov. Pravzaprav v vašem zdravstvenem domu upravljate 3 vrste prevozov, če povzamem. Eno so sanitetni, eno so nenujni in potem so tukaj še urgentni nujni prevozi. Načeloma te storitve plača država, vendar s temi plačili niste zadovoljni. Zakaj? Ja, glejte, mi na našem področju imamo čisto drugačno situacijo kot recimo tisti, ki izvajajo nenujne prevoze recimo v Ljubljani, Gorici, v urbanih naseljih. Dejansko mi pacientov ne moramo oddati njeti na nove prevoze, ampak ko jih dostavimo recimo v Ljubljano, Kobarid, Novo Gorico, moramo počakati, da opravijo z pregledi oziroma z zdravstvenimi storitvami in jih pripeljati nazaj. V primeru, recimo imamo primer, ko vozimo pacienta v Kobarid na dializo, to je 4-5 ur traja ta dializa in ta čas ne moramo voznice z vozilom angažirati za druge prevoze in tega nam nihče ne plača. Poleg tega pri sanitetnih prevozih nimamo plačanega razdalje med zdravstvenim domom in pacientom in nazaj, tako da tukaj se nam zelo nabira negativno finančno stanje. V letu 2024 smo imeli kar 151.000 evrov minusa na račun nenujnih in sanitetnih prevozov. Sanitetne prevoze sedaj opravljate nekako v kombinaciji, polovico opravljate sami, polovico pa dajete v izvajanje zunanjemu podjetju, mislim, da je to NIS podjetje. Njemu se pa to izplača pravzaprav, ne? Ja, zdaj v bistvu približno razmerje je, mi 60% prevozov pokrijemo slabih 60, on dobrih 40% teh prevozov. Zdaj njim se izplača iz tega vidika, ker oni imajo koncesijo tudi v Ljubljani. Ko dajo pacienta recimo v Dragomerju za dializo, oni lahko upravljajo druge nenujne pa sanitetne prevoze po Ljubljani. To imajo prednost. Sicer ravno zaradi tudi količine teh prevozov nekako v urbanih naseljih nekako dobijo sredstva, nekako dovolj sredstev, da preživijo. Težava pa je v tem, da z 21. majem bomo mi mogli prekiniti pogodbo z njimi. To pa pomeni, da približno 8.000 pacientov, recimo 8.000 prevozov pacientov bo na letni ravni bo odpadla. Mi smo v lanskem letu je NIS pripeljal 8.038 pacientov, naredili so malo več kot 500.000 kilometrov. Mi smo jih 10.000 pripeljali, več kot 10.300 in naredili 640.000 kilometrov. Ker so pač razdalje velike, to je treba vedeti. Tako da dejansko bojo nastale hude težave. Jaz moram reči, da smo se glede tega vprašanja bili zelo aktivni. Jaz osebno, župan preko skupnosti občin Slovenije, že v fazi priprave zakona o zdravstveni dejavnosti, se pravi že v letu 2024, v okviru javne razprave, pred sprejetjem, tudi preko Združenja zdravstvenih zavodov. Ministrstvo ni želelo slišati o tem, da bodo te težave nastale. Upali smo, da bo z interventnim zakonom, ki je bil sprejet konec leta 2025 v decembru, da bojo dali te nenujne pa sanitetne prevoze tudi med izjeme, tako kot so dali zobozdravstvene tehnike in pa lekarne in pa ortodonte. Žal se temu ni bilo tako. Jaz moram reči, da mi je državni sekretar direktno zabrusil, dajte pa ta program v koncesijo. Mi smo v četrtek videli, pač da občinski svet se najbolj s tem ne strinja. Tako da so resna motnja bo nastala v maju, če
zdaj v tej sestavi ne bojo tega zakona ustrezno popravili, ker vemo, da so volitve, do konca maja se ne bo konstituirala nova vlada, ne bo novega ministra in težave so že danes pravzaprav tu. Ja, se pravi, če povzamemo, novi zakon oziroma novela vam prepoveduje sklepanje pogodb, oddajanje dela svoje dejavnosti pod izvajalcem. In v tem je pravzaprav težava, ker ne smete več imeti, bi rekel, zunanjih izvajalcev za osnovne programe. In to je eden teh. Za vse zdravstvene dejavnosti je prepoved sklepanja pogodb z SP-ji, DOO-ji in se pravi družbami, lahko podpišemo samo podjemno pogodbo. Seveda tak prevoznik ni tako kot zdravnik, če je bil preko SP-ja, danes lahko dela preko podjemne pogodbe, takih prevozov se preko podjemne pogodbe ne da zorganizirati. Ne? Kakšen pa je obseg prometa na tej postavki? V letu 2024 je bilo približno 350 tisoč prihodkov, a ne 351 tisoč prihodkov iz nenujnih pa sanitetnih prevozov. Tako, kot sem pa že omenil, imeli smo pa minusa za 151 tisoč. Se pravi, slaba polovica od prihodkov pravzaprav ni bila pokrita glede stroškov, ki jih imamo. To je neverjetno veliko. Zanimivo je to, da če se bo javil nek koncesionar, če bo dobil pogodbo, bo verjetno iskal pozitivno ničlo ali nekaj dobička. Kljub temu, da bo štartal iz Ljubljane, naprimer na vojsko in odpeljal z vojskega v Ljubljano ali Kobarid nekoga, ne? Ja, zdaj tle koncesionarji bojo imeli več možnosti. Lahko, da bojo imeli voznike tudi, ki je iz naših krajev. Tle se mi najbolj bojimo, da nam bi pobrali reševalce, ker morajo biti posebej izobraženi tudi za sanitetne prevoze, da nam bojo pobrali naše zaposlene. S tem bi mi imeli lahko hude težave tudi z nujnimi prevozi zdravstvenimi. Zato smo tudi predlagali občini, da v odlok in potem koncesijsko pogodbo vključi prepoved zaposlovanja zaposlenih iz zdravstvenega doma koncesionarju. Zdaj, seveda ta finančna napeta situacija dviguje tudi tveganje in vprašanje, ali se bo sploh kdo želel prijaviti, ne? To je realno vprašanje, ne? Čeprav rekli ste, da v Ljubljani se pretepajo za te. Ja, v Ljubljani je popolnoma druga slika, ne? Tam samo za štartninami dobijo več denarja, kot pa mi praktično z vsemi kilometri, pa z vsema, ne? Lahko, a ne? In te razlike med podeželjem pa urbanimi naselji nikakor ministrstvo oziroma vlada ne prepozna, še vedno v uredbah vlada sprejema uredbe, kjer so finančni pogoji izenačeni nas na periferiji z tistimi, ki so v urbanih naseljih. Zakaj to dejavnost ne organizirate po načelu dispečerske službe? To je dobro vprašanje, v bistvu in tudi pravilno razmišljanje. Namreč že leta 2015 s pravilnikom NMP-ju in z predlogom za ustanovitev dispečerske službe je to bila ena od nalog dispečerske službe. Vendar, ker se s tem vprašanjem do sedaj ni nihče ukvarjal, mi na zadnjem sestanku, še ko smo bili z vodstvom dispečerske organizacije, smo na to opozarjali in nam je direktor jasno povedal, da kadrovskih zmožnosti nimajo, niti organizacijskih, da bi to prevzeli. To pomeni, da od leta 2015 do zdaj, praktično skoraj že 11 let, se ni s tem nihče ukvarjal. Prej je treba vedeti, prej je bila večina stroškov krita iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Čim je dopolnilno zdravstveno zavarovanje prišlo na ZZZS, so nam takoj s istim letom znižali cene teh prevozov, priznane stroške za 7%. In to je nas tudi dodatno obremenilo, kar se tiče finančnega izida na tej dejavnosti. Čeprav dispečerska služba sedaj deluje za nujno medicinsko pomoč, kakšne so izkušnje? Dobre? Ja, zaenkrat imamo dobre izkušnje, seveda, gledajte, vsak začetek je težak, a ne? Imeli smo tudi nekaj, bi rekel, nevarnih situacij, ki smo jih uspeli skupno tudi rešiti. Vse, kar se tiče te odzivnosti, a ne? Pa tega skupaj rešujemo z dispečersko službo.
tako da so se tudi ti odnosi zelo izboljšali. Ravno danes smo dobili poročilo dispečerske službe za obdobje od septembra, ko smo bili vključeni, do decembra 2025, in jaz sem kar ponosen. Pravzaprav naši izvozni časi so recimo 3 minute, ampak za bolj nujne primere, to se pravi, nujnost se točkuje od 0 do 100, to se pravi, primeri 80 plus 90, je pa izvozni čas 1,5 minuto povprečju, kar je zelo dobro. Seveda je zelo dobro tudi sam dostopni čas, ki je v povprečju sicer 21 minut, vendar za te hujše primere je v povprečju, kar smo 15 minut, kar je za tako veliko območje, ki ga mi obvladujemo, odlično. Povprečni skupen čas intervencije pa je približno 1:23 minut, kar je pa, da razumete, cela intervencija, preden se zaključi z rešitvijo pacienta oziroma vdajo v bolnišnico, če je potrebno. Tako da te rezultati so za to ekipo, ki jo imamo, res odlični. Pred dnevi ste odprli povsem prenovljen oddelek laboratorija. Skoraj težko verjamemo podatku, da zadnjih 45 let se tam ni nič popravilo. No. Je bilo pravzaprav izrabljeno. Govorimo o opremi, pohištvu in samih prostorih. Inštalacije so se pač delale, kakor so se pač delale. Namreč, kakšna resna investicija, razen v odjemno mesto od leta 1983 ni bilo. Tako da je zdaj kar bilo potrebna ena taka širša sanacija, tudi zaradi same organiziranosti prostora. Vi morate vedeti, da pacientov je vsako leto več, tistih, ki pač obiščejo laboratorij, in skozi bolj pomembno so tudi, kako hitro se zaposleni v laboratoriju lahko obrnejo, tako da smo tudi organizacijsko gledali, da je čim manj korakov v prazno, da se čim hitreje lahko izvajajo same analize. Koliko vas je stala ta prenova in iz katerih virov ste pokrili stroške? Ja, ta strošek smo v celoti pokrili iz sredstev zdravstvenega doma. Prišlo nas je približno 350 000 evrov, se pravi oprema in sam gradbeni del in inštalacija tudi, tle so bili pomemben del. Tudi uredili smo, to je pomembno, smo mogli urediti tudi dodatno odzračevanje, tako da je to kar velik zalogaj bil. Prvotno smo mislili, da bo dosti nižji, ampak žal je bilo za kakovostno prenovo potrebno pač toliko sredstev zagotoviti. Kako je s kadri? Tam imate, mislim, da 8 zaposlenih, različnih specialnosti. Jih je dovolj? Ja, trenutno imamo dovolj kadra. Jaz bom tako rekel, sodelavke iz laboratorija bi si želeli še koga, ampak trenutno vladamo. Mi moramo vedeti, da mi vsak dan izvajamo tudi odzeme v Cerknem. To se pravi, v tistem najbolj pomembnem času zjutraj, ko pridejo največ pacientov, imamo odzem tudi v Cerknem. Ta sodelavka se potem za analize pa tako naprej pridruži tej ekipi v Idriji. Zdaj bomo poskušali obdržati to število, seveda prej, kasneje bo mogoče potreba pa to še koga zaposliti. Medtem ko pomembno je tudi to, da imamo specializantko. Skupaj z zdravstvenim domom Ajdovščina smo se odločili, da bomo financirali, ker to je tudi naš strošek, specializantko laboratorijske biomedicine, ki bo kasneje, ko se bo upokojila, zamenjala zdajšnjo vodjo laboratorija, ki prihaja, bom rekel, sicer večkrat na teden, ampak je 20% zaposlena v zdravstvenem domu Idrija. Vsak dan pa obdelate od 80 do 120 občanov. Njihovo pač kri, voda in kar zdravljeno. Preiskav je več, ampak pride pa na odzem, na kakršenkoli odzem približno takšno število. Odvisno je, kadar je kakšna viroza ali kaj takega, jih je več, po letnih mesecih je malo manj, ker so na dopustih ljudje, pa očitno tudi manj zbolevajo, je pa to. Tudi želimo in skrbimo za to, da ljudje ne čakajo preveč, taka skrajna meja 20 minut, včasih uide tudi na pol ure, ampak res skrbimo, da bi to, zato imamo 2 odjemni mesti, da je to čim manj časa čakajo na odzeme. Kako je z digitalizacijo na tem področju? Ja, to je pa zalogaj, ki smo se ga lotili že pravzaprav 2 leti nazaj.
v lanskem letu smo naredili kar velike korake, nekatere stvari smo že spremenili, predvsem to, da se v celoti naročanje preiskav in potem tudi pridobivanje izvidov iz laboratorijev, tudi tujih laboratorijev, digitalizira. Zdaj smo z Univerzo medicinsko fakulteto v Ljubljani z IMI-jem že dosegli to, da praktično brezpapirno sodelujemo z njimi. Je še nekaj malega tega, praktično se pa to čisto umika. Verjetno bomo za te naše potrebe, želimo tudi na osnovi teh sodobnih tehnologij tudi poenostaviti in razbremeniti delo v ambulantah, kar se tiče povezave z laboratorijem, in izboljšati nadzor nad se pravi porabo sredstev za laboratorij. V Idriji deluje tudi laboratorij zelo podoben vašemu v bolnišnici, psihiatrični bolnišnici. Pred časom je bila živa ideja za misel, da bi nekako združili, da bi nekako ojačali to sodelovanje. V praksi pa to ni zaživelo, ne? Ja, zdaj mi z laboratorijem iz psihiatrične bolnišnice veliko sodelujemo, ampak čisto na tej, bi rekel, poslovni ravni. Ne? Naročamo preiskave, pač nam pa oni nazaj zaračunajo. Je bilo pa že takrat, ko sem jaz prišel, to še zelo vroča tema, pri takratnem direktorju so se večkrat sestala na to vprašanje, da bi nekako na tem območju poskušali združiti pod eno streho laboratorij. Tle jaz vidim sigurno tudi neke prihranke, v stroških na eni strani, na drugi strani pa tudi seveda večjo kakovost, ker eno je to, da so določene izkušnje in znanja, ki jih imajo zaposleni v laboratoriju v bolnišnici, drugo pa tudi pri nas. In če bi to združili, je definitivno lahko tudi kakovostno bolje poskrbljeno za ljudi. Poslovni rezultati, ob polletju ste imeli nekaj malega pozitivni rezultat, ob koncu leta pa napovedujete izgubo. Ja, zdaj nimamo še čisto točnega rezultata, ker še računamo, moramo še nekaj stroškov izračunati, se pravi vsaj te dodatke za posebne obremenitve, zakonske, ampak kakor zdaj izgleda, bomo najmanj prepolovili lanski primanjkljaj. To se pravi, sanacijski ukrepi, ki smo jih sprejeli v lanskem letu, so padli na plodna tla, ker nas pa na drugi strani prehitevajo porast stroškov predvsem, in pa na drugi strani nepriznavanje tega porasta strani vlade. Je pa borba v bistvu res tukaj skoraj že borba z mlini na veter. Skrbimo, moramo skrbeti za čim boljši rezultat, tako kot sem pa že večkrat povedal, meja pa je, ustavili se pa bomo takrat, ko bi prizadevanja za boljši poslovni rezultat škodila obravnavam pacientov. To pa ne smemo dovoliti. Čeprav ustvarjanje dobička v javnem sektorju najbrž ni smiselno, dobiček v javnem sektorju je kakovost, pravzaprav, ne? Storitev. Ja, gledajte, mi smo nekaj presežka imeli v prvih 2 letih, 2 letih, na račun takratne situacije COVID-a. Brez teh sredstev verjetno ne bi mogli zdaj v prenovo laboratorija, niti v prenovo družinskih ambulant, to nas čaka v letošnjem letu, ker enostavno ne bi imeli denarja za to. Vse to, kar ostane denarja recimo, zaradi kakršnihkoli razlogov v javnem zavodu se vrne v samo kakovost izvedbe zdravstvenih storitev in seveda s tem tudi pacientov. Imeli ste okrog 9 milijonov prometa, ne? 10 milijonov. 10 milijonov. To pa imam podatek, presegli smo 10 milijonov kritično točko, ravno 10 milijonov, pa 19.000 evrov smo imeli prihodkov, kar je pa že kar velik obseg. Ja, to je resno podjetje in pri tem prometu, kot kaže, boste imeli okrog 300.000 evrov izgube. Ne. Sem rekel, da jo bomo več, to zdajšnji podatki, ki jih trenutno manj kažejo, na bistveno manj. Kažejo pod 200.000, jaz upam, da bomo uspeli priti tam okrog 100.000. Ne morem pa reči, da je v tem trenutku, ker nimam vseh podatkov, ampak dejansko računam, da več kot, skoraj zanesljivo povem, da več kot
kot polovica lanskega primanjkljaja letos ne bo. Ključ do poslovnega pozitivnega poslovanja pa je patronaža, nenujni sanitetni prevozi, nujna medicinska pomoč. Če bi to vse sanirali, bi imeli eno skrb manj. Ja, zdaj ločiti moramo sanitetne pa nenujne prevoze in pa patronažno službo od težav v nujni medicinski pomoči. Pri nujni medicinski pomoči, če bi imeli dovolj lastnega kadra zaposlenega, nas ne bi finančno toliko obremenjevala. Težava je, da imamo ogromno, zaradi pomanjkanja predvsem zdravnikov, ogromno nadur. Mi smo že v lanskem aprilu že imeli te super nadure, ki jih spet ni priznala vlada v uredbi, nekaj se bo menda zdaj dogajalo z novo uredbo. Medtem, ko pri patronažni službi, pa pri sanitetnih pa nenujnih prevozih je pa težava, ker se ne prizna, da imamo zelo velik teren za pokrivati, nedostopne, slabo dostopne kraje, veliko kilometrov je. Jaz bom čisto rekel, naša patronažna sestra naredi 2 obiska, 1 do 2 obiska, odvisno kakšna sta, takrat v Ljubljani v tem času naredijo po 10 in več obiskov pri pacientih. To je težava, ki jo tudi pač ni prepoznana in tukaj ni v naših rokah, to je v rokah države, da bo te razlike se pravi urbanih naselij in manj urbanih naselij prepoznala. Čez 3 tedne končujete 5-letno obdobje direktorovanja v zdravstvenem domu v Idriji. Po čem se ga boste spominjali? Najbrž po covidu, po težavah z opredeljevanjem, po težavah, ker ni bilo zdravnikov. Težav vam ni manjkalo pravzaprav? Ja, jaz se bom te funkcije spomnil predvsem tem, da sem sodeloval z izjemnimi ljudmi v zdravstvenem domu, od zdravnikov, medicinskih sester, do, kot sem že omenil, sodelavk in sodelavcev v upravi. To je velika vrednost, ki jo ima Idrija, in zato verjamem, da bo tudi v bodoče zdravstveni dom poskrbel korektno za paciente. Zahvaljujem se pacientom, večini pacientov tudi za potrpežljivost v teh najhujših časih, ki smo jih imeli z opredeljevanjem za družinske zdravnike. Dejansko smo pa naredili kar nekaj velikih prebojev. Zadnjič sem slišal, da smo kot svetov primer, kar se tiče ustanovitve Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, glede na to, kako hitro in uspešno smo ga ustanovili, smo vodilni, bom rekel, v Sloveniji. Uspeli nadgraditi smo tudi programe, ki jih drugje nimajo. Govorim o razvojni ambulanti, govorim tudi o fizioterapiji, govorim o internistiki. Mi moramo vedeti, da z tem, ko imamo zdravnico internistike, je to zelo pomembno. Kar povem, recimo, trombotična ambulanta, pacienti na prvem pregledu bi mogli hoditi v Gorico in v Ljubljano, če te zdravnice ne bi bilo tukaj in to upravlja. To pa ni malo. Tako da dejansko vem, da zapomnil si bom to tudi za obdobje, ko smo ves čas nekaj prenavljali, gradili, kupovali, ker smo res v tem času se preselili v 2 zgradbi. To ni bilo, tle se zahvaljujem, to pa moram reči, poudariti, vedno rad poudaram, da občina Idrija in občina Cerkno sta sigurno občini v Sloveniji, ki, če ne največ, pa med tistimi, ki največ dajejo za zdravstvene domove. Definitivno brez njihove pomoči tudi ne bi mogli to uspeti in tega niti direktno ne čutijo pacienti, ker so pač navajeni določenega standarda, ampak verjemite, če hodiš v kakšne druge zdravstvene dome, včasih tudi v urbanih naseljih, je situacija bistveno slabša kot pri nas in to gre za zahvalo res tudi svetnikom občinskim, ker so ves čas podpirali te investicije. Tako da okolje, zato je bilo tudi meni, bo rekel tako, pri srcu zelo pomembno, da čim prej preidemo težave najprej covida in potem pomanjkanje zdravnikov, in sem dal vse od sebe, da se ta kriza ne bi poglabljala, ampak da se je reševala. Jaz mislim, da se je. Zaposlenih imamo, tako smo slišali, 7 specializantov,
kar ni malo, to nam vsi zavidajo v širni okolici. In tukaj vidim dejansko perspektivo tega zdravstvenega doma, kar je pa najbolj pomembno zdravstvene varnosti za vse občane občin Idrija in Cerkno. Ostajate pa zavezani javnemu zdravstvu. Še zmeraj. Ja, Tomaž Lažar, povejte nam še to, kaj boste počeli kot upokojenec. Ja, imam veliko načrtov. Najprej si bom močno odpočil. To potrebujem, da se malo, športniki rečejo, regeneriram, da pridem na neko delovno breko, osnovno tisto delovno temperaturo, potem pa verjetno bom tudi še kdaj za zdravstvo naredil. Vsekakor sem obljubil sodelavkam in sodelavcem tukaj v Idriji, da me lahko vedno pokličejo, če rabijo kakšen nasvet, če bo pa kakšna večja potreba, se pa lahko v omejenem nekem času tudi lahko dogovorimo, tako da Idrije ne bom pozabil. Tomaž Lažar, jaz se vam zahvaljujem za ta pogovor, za obisk v našem studiu in vam želim mirne upokojenske dni. Hvala lepa. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.